Krajani Malečnika na žalost dobro vedo, kaj pomeni, ko jim hiše poplavi voda. Leta 2012 je bilo posebno hudo. Poplavljene so bile hiše, nogometno igrišče, gasilski dom in mnogo drugega. Sami naredijo veliko, da bi preprečili ponovne poplave, a žal nimajo pri državi in mnogih organizacijah posluha za preprečevanje novih. Problem se pojavlja predvsem zaradi zemljine, ki jo nanaša Drava na 2 otoka v njeni strugi. Glejte, od zadnjih poplav se pravzaprav ni zgodilo popolnoma nič. Živi dokaz nam je ta otok, ki raste ponovno. Mi smo pred 3 leti ta otok vozili ven, vsa drevesa so odstranili. Mi smo takrat zahtevali, da ta otok poglobijo, da ne bo ponovno zaraščal. Kaj se zdaj dogaja? Poglejte, rastejo drevesa, naraslo je že za kakšen meter višino, čez 3 leta, čez 2 let bojo spet ponovno ponavljali in bojo spet ven vozili in nekoga je treba vprašati v tej državi po zdravi kmečki logiki. Ob tem pa vedno znova naraščajo tudi stroški odvoza. Stroški, ki bojo nastali, ali se nekdo to pripravlja čez par let spet, da bo zaslužil. Jaz mislim, da bi se morali tu nekaj v tej državi zavedati, da mečemo denar pravzaprav skozi okno in dobene odgovornosti ni. Pri solidarnostni pomoči se je leta 2012 izkazala vsa Slovenija, ljudje pa so razočarani nad državo. Takrat so se res izkazali vsi sokrajani malečniški, tudi organizacije, krajevna skupnost, Rdeči križ, vse, gasilci, vojska je prišla pomagati. Takrat smo mi dosti naredili krajevne skupnosti, da smo mi tem ljudem pomagali. Zdaj sem razočaran, da politika misli, en narod se bo že sam znašel. In to ni pošteno, lahko bi jim pomagali vsaj nekimi finančnimi vložki. Težave nastajajo tudi zaradi tega, ker se material nalaga na mesto, kjer se nato naredi zamašek, čep, zaradi katerega voda ne more odtekati naprej. Mi smo takrat zahtevali, da se ta otok pomakne not v desno tisti vogal. Nas nihče ni poslušal. To je trajalo skoraj mesec dni, jaz z buldožerom sem pa tja se vozil, jaz mislim, da delajo tako golf igrišče in vidite sami, kaj ti naši vrli uradniki počenjajo. Tu je bilo pravzaprav vse poplavljeno, tako tu stojimo zdaj. Voda pa je pretekala, saj ne morete verjeti, voda je pretekla od spodaj gor nazaj. Zakaj? Ker je imela tu čep, ni odtekala in se je zamašilo in je vdarila voda nazaj. To, ko vidite tisto ograjo tam, to je bilo vse pod vodo. Krajani se bojijo, da bi se zgodba kmalu ponovila. Tako ob vsakih večjih nalivih že gledajo v Dravo, zavedajo pa se, da ima velik vpliv tudi človeški faktor. Prav leta 2012 je bilo za katastrofalne poplave odgovorno avstrijsko podjetje, ki je odprlo svoje zapornice na hidroelektrarnah. Mi smo potem, ker je nam po krivdi Verbunda, te avstrijskega zalilo ne samo kleti, name je zalilo klet, sosedom pa stanovanje, ker je toliko nižje. Mi smo šli tem tožiti oziroma v mediacijo, ko ni uspela, smo odstopili. Potem smo šli posamezniki v zasebno tožbo, ki je zdaj vprašanje, če bo uspela. To, glede na, ker je dokazano, da je država, oziroma da je Verbund kriv, bi država mogla kot taka poskrbeti, da bi nam avstrijska ta družba izplačala škodo. Velika škoda je nastala tudi na nogometnem igrišču, ki je bilo po odteku vode polno mulja. Kaj se tiče nogometnega igrišča, ko sem jaz to ko je voda odtekla, smo gledali in sem jaz rekel takrat, tukaj nogometnega igrišča več ne bo nikoli, ker je bilo katastrofalno stanje. Vsaka čast Brusu, pa njegovim vrlim nogometnemu društvu, naredili so pravzaprav čudež iz tega nogometnega igrišča, če danes to pogledate. Na nogometnem igrišču Mrgoli mladih, naredili so res čudež, za svojimi lastnimi sredstvi nihče jim nič ni pomagal. Predsednik krajevne skupnosti opozarja, da je skrajni čas, da se nekaj spremeni. Škoda je, da se ne lotimo zadev tako je treba, ker tem državnim sekretarjem pa tem raznoraznim naravovarstvenikom ne moreš dopovedati, da to ni cesta, da je to pravzaprav Drava.
reka Drava in mora biti čista, da se lahko voda mirno izteka. Zdaj bomo se čez par let spet videli, boste videli, ta šuma bo spet zrasla in to ne vodi več nikamor. Po dolgoletnih prepričevanjih, odstranjevanjih posledic poplav in potem, ko kar veliko stavb še vedno ni do konca saniranih, je mogoče zdaj le čas, da bi pot vseeno vodila nekam. In to v dokončno rešitev težav.